Pozdravljeni! Danes vam v seriji Menu svetuje malo bolj podrobno predstavimo obteženo odejo in sicer njeno vzdrževanje. Ker sedaj vemo, da je med vami mnogo takih, ki ste zadovoljni z uporabo obtežene odeje, delimo danes z vami še nekaj takih nasvetov, da bo z vami obtežena odeja še dlje časa in da boste poskrbeli za njo tako kot treba. Zato delimo par nasvetov za vzdrževanje obtežene odeje. Obteženo odejo naj bi prali vsaj 4-krat letno, kar se mogoče sliši malo in v bistvu želimo malo pogosteje oprati, ampak tudi pogosto pranje lahko pride do tega, da obteženo odejo uničite. Še posebej, če so notri plastični delci in ne stekleni. Prav tako je zelo priporočljivo, da ob nakupu obtežene odeje vzamete tudi prevleko za obteženo odejo. S tem se izognete pogostejšemu pranju prav obtežene odeje in lahko komot večkrat operete pralno prevleko. Zato zdaj z vami delimo 6 tipov naših, oziroma 6 nasvetov, kako vzdrževati obteženo odejo, da ne perete toliko in pa da dlje zdrži z vami. Torej, nasvet številka 1. Obtežene odeje nikoli ne uporabljate kot pregrinjalo. Vedno jo uporabljate samo v namene spanja. In ko z njo opravite oziroma se zjutraj zbudite, enostavno jo zložite in jo pustite, da vas počaka do večera. Drug tip oziroma nasvet je, da ne dovolite domačim živalim, da spijo na obteženi odeji. Če že spijo z vami v postelji, naj potem raje obrišite jim tačke ali pa jim dajete čez obteženo odejo še neko prevleko, zaradi tega, da ni direktnega stika. Da obtežena odeja ne prevzame vonja in pa da se ne zapičijo dlake povsod. Tretji tip je pa zelo pomemben in to je tisti, kateremu se zelo težko izognemo. In to je, da se izogibate hranjenju oziroma da ne jeste v postelji, kar po domače. Če je le možno, pojejte in spanje je namenjeno spanju, tako da brez prigrizkov v postelji, da zopet, kot pri domačih živalih, odeja ne prevzame vonja in pa seveda, da bo čim manj madežev. Četrti nasvet je, da obteženo odejo uporabljate samo v spalnici. Če slučajno potrebujete neko dodatno obteženo odejo, medtem ko ste v pisarni, da vas pomiri, ali medtem ko ste na kavču pred televizijo, potem rajše priporočamo, da kupite obteženo odejo manjših dimenzij, da jo boste res lahko imeli samo čez naročje. Peti nasvet je, kot smo že rekli, pralna snemljiva prevleka. Veliko obteženih odej sedaj pride že s snemljivo prevleko, ki jo komot operate v pralnem stroju in tako zaščitite obteženo odejo, ki jo je malo težje oprati. Šesti nasvet pa je, da če slučajno od nekje pride nek madež, ne dajete cele obtežene odeje v stroj, ampak s krpo, vodo in pa zelo priporočljivo je uporaba sode bikarbone. Natrete z mokro krpo, lepo prebrišete in pustite, da se posuši. Ok, zdaj pa samo še nekaj klasičnih navodil glede pranja. Obtežene odeje, ki tehtajo do 9,5 kg, se lahko perejo v pralnih strojih. Seveda, prvo preverite vaš boben in pralni stroj, ali sploh premore tako težo. Brez skrbi jo lahko operete, vendar samo, če so v obteženi odeji notraj mikrostekleni delci. Če so plastični, potem se raje izognite, kajti lahko se stopijo in nastanejo grudvice. Pri pranju obtežene odeje uporabljate samo blage detergente za pranje, brez belil, brez dišav in brez kakršnihkoli drugih kemikalij. Izogibajte se sušenju v sušilnem stroju, načeloma lahko, ampak raje uporabljajte sušenje na zraku. Tisti vonj bo ostal, svežina in pa lepše bo zaspati. Za skrajne primere, če vas je pa strah pranja oziroma vaš pralni stroj ne premore obtežene odeje, pa seveda odnesite v kemično čistilnico, kjer vam bojo čisto lepo zrihtali za ponovno uporabo. Še vedno pa skrbno uporabljajte navodila proizvajalca, ki so všita na obteženi odeji. Tako, to je od nas, vzdrževanje obtežene odeje. Upam, da vam pridejo prav nasveti in pa čim prej po svojo, da ne bo več nespečnosti.